Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Pretekli dnevi in noči niso hvalevredni, saj so se po Sloveniji znova razbesnele nevihte, ki tokrat niso najbolj prizadele Zasavja, pač pa območje Bohinja. Nič kaj prijetne zadeve niso to in kot kaže, se nam narava maščuje za nespoštljiv odnos do nje. Nocoj si v informativni oddaji oglejte. RTH nadaljuje sanacijo nadzemnih površin. Rokodelski tabor v Šmartnem. Zagorska ulična razstava. Rudnik Trbovlje-Hrastnik nadaljuje sanacijo nadzemnih površin v Trbovljah. Gre za površine, ki so bile prej v njegovi lasti, sedaj pa se v fazi likvidacijskega postopka dezinvestirajo. Sanacija posledic rudarjenja je sicer obveznost RTH v skladu s programom zapiranja. V sklopu teh zemljišč je sicer tudi predel na območju nekdanjega bajerja v naselju Ribnik. Ta je bil že pred leti izpraznjen, zasut in preurejen v suhi zadrževalnik meteornih voda in travnato površino. Prazno makadamsko površino ob nekdanjem bajerju so sedaj preuredili. Občina Trbovlje, ki je odkupila zemljišče, je naročila spremembo projekta. Sprva je bilo na lokaciji načrtovano običajno parkirišče, sedaj pa je parkirišče namenjeno tudi avtodomom. Na območju potekajo tudi druga dela, denimo izdelava platoja in ureditev dostopnih poti. Končna višina stroškov urejanja in sanacijo celotnega območja v skladu s programom zapiranja 2022-2023 znaša 1,5 milijona evrov, od tega je za parkirišče namenjenih 70 tisoč evrov. Tako tehnični vodja rudnika Trbovlje-Hrastnik Urban Berger. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Zagorje, je tudi letos omogočil letovanje otrokom, predvsem tistim iz socialno šibkejših družin. Tradicija letovanja otrok je ena izmed bolj pozitivnih aktivnosti, ki jih izvajajo v Zagorju, saj prostovoljci narišejo nasmehe na otroške obraze in vsaj za nekaj časa razbremenijo starše. Več o letovanju pa Štefka Suša, sekretarka Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Zagorje. Letos imamo 92 otrok na Debelem rtiču. To je naše zagorsko letovanje za vse otroke, poudarjam za vse otroke, ker jih socializiramo tudi iz socialno šibkih družin in ostalih, tako da ta zagorsko letovanje letos imamo od 8. do 18. je, poudarjam še enkrat, za vse zagorske otroke, ker mi potem glede plačila in te stvari urejamo za vsako družino posebej. Tu v tem letovanju je tudi socialno ogroženi otroci so, to pomeni tam nekje 20. Bomo pa še poslali otroke, to pomeni konec julija, z Radio 1, 20 otrok in pa konec avgusta 10 otrok z nacionalno akcijo Peljimo jih na morje. Tako da lahko rečemo, da smo na pridobivanju donacij in pa na nacionalnem društvu zelo uspešni. In lahko rečem, da 50 zagorskih otrok gre v bistvu brezplačno na morske dogodivščine in pa s tem tudi staršem omogočimo, da lahko otroke nekje pustijo in da imajo lepe počitnice. Mi vsakodnevno na našem Facebook strani pošiljamo zvečer objave, kaj otroci počnejo čez dan. Oni imajo zjutraj zajtrk, pospravljanje postelj, tudi to jih naučimo, potem gredo na plažo, na plaži se pač igrajo, plavajo, imajo ta morska karkoli, potem gredo na kosilo, po kosilu jim dovolimo polurno, bom rekla tako, jokanje, telefonski jokanje staršev, ampak vam lahko povem, da tudi če bodo rekli, kako mi je dolg čas, čez pol ure se tega ne bodo več spomnili. Tako da jih res zaposlimo, po kosilu gremo potem spet plavat, če je slabo vreme, imamo delavnice, zvečer pa obvezno program, ki ga imajo najrajše. To pomeni, včeraj smo imeli v bistvu zmenkarije, čez dan je naša Taja imela poslikavo obrazov, tako da vedno se nekaj dogaja, vedno vsak dan jih z eno stvarjo presenetimo, tako da bojo imeli res, ko pridejo domov, lepe spomine na ta 10-dnevno počitnično
preko Rdečega križa Zagorje. Mi imamo tudi v jeseni, mislim, da bomo dobili za 4 osebe za starejše. Potem imamo ta večno predavanja po krajevnih skupnosti za starejše. Glede šolskih potrebščin nam vedno občina Zagorje priskoči na pomoč z donacijo 5000 evrov. To pomeni, da tam okrog 130 otrokom pomagamo z boni, do 3. razreda s 30 evri, do 9. razreda s 50 evri. Z Karitasom pa smo domenjeni, da srednješolske otroce pa oni potem naprej financirajo, da lahko res družine nekako prebrodijo to draginjo, ki je, se mi zdi, čezdalje večja. Največji festival v našem okolišu, festival Bogenšperk, je v polnem teku. Kot smo že večkrat poročali, je letos še pestrejša izbira dogodkov, ki se vrstijo ob oziroma na gradu. Kar nekaj dogajanja je že za nami, ampak eden od vrhuncev pa še sledi. Ja, festival Bogenšperk je v polnem teku. Poteka že od maja, in bo prinašal dogodke v Šmartno in na grad Bogenšperk vse do konca septembra. No, za nami je kar nekaj uspešnih dogodkov, če omenim glasbene, koncert Pera Lovšina na gradu Bogenšperk in pa res množično obiskan koncert Nine Pušlar. Za nami so kulinarični dogodki, dan penine z Žanom Hauptmannom in pa okusi z gradu, ki so se zgodili ravno v petek. No, zdaj so pa seveda pred nami že novi dogodki, novi izzivi. V sredo, 19. julija, odpiramo na gradu Bogenšperk likovno razstavo mednarodno priznanega umetnika Kristjana Königa. Umetnik se predstavlja naši publiki z opusom poimenovanim Domovina oziroma v njegovem avstrijskem rodnem jeziku Heimat. Otvoritev bo ob 18. uri, njegova dela pa bodo razstavljena v galeriji gradu Bogenšperk vse do konca avgusta. Pred nami je še en dogodek v prihodnjem tednu, in sicer koncert Magnifika. Magnifiko prihaja na grad Bogenšperk. Obeta se nam, glede na prodane vstopnice, res en mega koncert na grajski jasi. Je pa nekaj vstopnic še na voljo, tako da gledalke in gledalci, ki vstopnice še nimajo, to lahko kupijo tako na prodajnih mestih in spletnem mestu Eventim, kot v prostorih Tica v Šmartnem pri Litiji in pa na recepciji gradu Bogenšperk. Lepo povabljeni. Po lanskoletni uspešni prvi izvedbi rokodelskih taborov so v konzorciju rokodelskih centrov Slovenije na pobudo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport med poletnimi počitnicami pripravili slovenski rokodelski tabor, ki poteka v juliju v kar 9 slovenskih krajih, med drugim tudi v Šmartnem pri Litiji. V srcu Slovenije organizirata rokodelski tabor Razvojni center srca Slovenije in rokodelka ter ustvarjalka Barbara Dacer iz Šmartnega pri Litiji. Poteka od četrtka do jutri, torej od 13. do 15. julija, z njo pa ustvarja 10 mladih med 12 in 17 let. Zelo veseli smo, da imamo priložnost, da lahko letos že drugič organiziramo slovenski rokodelski tabor v srcu Slovenije. Lani je potekal na Dolah pri Litiji na temo oglarstva, letos pa smo se odločili za sodelovanje z gospo Barbaro Dacer, tako da bodo otroci iz vse Slovenije, udeleženci tega tabora, lahko spoznavali rokodelsko tabor lončarstva in izdelovanje nakita iz različnih materialov. Odziv je bil lep. Odziv je bil lep. Že v prvih dneh, ko smo objavili prijavnice za tabor, so se mesta zapolnila, ne samo pri nas, tudi v ostalih 8 rokodelskih krajih, kjer se zdaj v juliju odvijajo rokodelski tabori. Prijavilo se je 10 otrok, starih od 12 do 17 let. To so v bistvu otroci, ki nekako iščejo svoje ideje za njihovo poklicno dejavnost in jih želimo s temi tabori nagovoriti, da bi morda kdo razmišljal v smeri rokodelstva tudi naprej v kontekstu svoje poslovne poti.
Mi smo začeli danes z risanjem in slikanjem na že vžgane izdelke, zato da bo postopek malo hitreje. Danes bomo tudi te izdelke že glazirali, dali v peč in jutri pobrali s peči. Bodo gotovi izdelki, zdaj pa nadaljujemo z ročnim ustvarjanjem gline, se pravi, bodo otroci izdelali razne sklede, svoje izdelke, kipce, karkoli. Popoldne gremo že na vreteno, tako da dela imamo ogromno in zapolnen čas. Jutri se bomo lotili tudi nakita, imamo ogromno lepega materijala za izdelavo nakita, otroci so zelo pridni, ustvarjalni, tako da se veselim tega. Imeli bomo tudi neki dejavnosti, ob tem malo počitka, ampak predvsem pa lončarstvo. Ulična razstava na Zagorski promenadi je dobila novo vsebino. Na razstavi so na ogled fotoreprodukcije del Prešernovih nagrajencev, ki so gostovali na slikarski koloniji iz Lake Zagorje. Predstavljenih je 18 del, vsa pa so na ogled v galeriji v Weinbergerjevi hiši. O razstavi je spregovoril umetniški vodja slikarske kolonije iz Lake Zagorje Milan Razboršek. Ja, v Zagorju moram reči, da smo zelo ponosni na to, da smo v tej 60-letni zgodbi, kar se tiče seveda kolonije iz Lake Zagorje, gostili tudi prav posebne umetnike, to se pravi slikarje, ki so bili nagrajeni za najvišjo nagrado za kulturo v Sloveniji, to je pač Prešernovo nagrado. Bodi si glavno Prešernovo nagrado, bodi si nagrado Prešernovega sklada. No in v teh 60 letih smo gostili, če gledamo številčno, 32 slikarjev, ki so bili s to nagrado seveda nagrajeni. To je za nas tako imenovan jagodni izbor. Gre za posebno selekcijo znotraj skoraj 1000 enot velike zbirke kolonije iz Lake Zagorje. No in seveda, če ni to 60-letnica pravi razlog, da smo se dotaknili prav teh 32 umetnikov, mislim, da je to dosti govoren podatek, da je to v bistvu res izgovor, da smo postavili na vpogled na tej ulični razstavi v Zagorju ravno izbor teh Prešernovih nagrajencev. Je pa tako, nažalost niso vsi prisotni slikarji, kajti teh panojev je 9, to se pravi z obeh strani 18 avtorjev. Zopet je tu selekcija narejena bila, naključna, to ni šlo zdaj na podlagi, bi rekel, nekega kvalitativnega, na podlagi neke kvalitete, ampak dejansko smo naredili en tak presek teh slikarjev. Še najbolj smo mogoče sledili kronološki starosti. To se pravi, tisti, ki je bil najstarejši oziroma od leta 1964 smo začeli izbirati avtorje, pa končali potem nekako z leta 1970 kot zadnjimi udeleženci te naše kolonije. Pri koncu oddaje smo, ostajamo pa v umetniških vodah. V torek se je iz tuzemskega sveta poslovil češko-francoski pisatelj Milan Kundera, ki je med drugim prejel tudi nominacijo za Nobelovo nagrado. Aktivist, profesor in literarni mojster je nekoč modroval o razmerju med prihodnostjo in preteklostjo. Zapisal je: "Boj ljudi proti moči je boj spomina proti pozabi." V premislek za lahko noč.